Z nami je Matija Rifl, eden od 5 zlatih maturantov tukaj na gimnaziji ŠCRM. Kakšna se ti je zdela matura? Koliko časa si se učil? Matura ni bila preveč težka. Učil sem se kakšne 2 tedna pred maturo, po par ur na dan. Kaj to pomeni? Da zelo skoncentrirano? Ja, še kar skoncentrirano. In kako ocenjuješ uspeh? Si pričakoval, da boš tako dobro pisal? Si pričakoval, kje je boljši rezultat, slabši? Ne, tega nisem pričakoval. Sem zelo zadovoljen. Mislil sem, da bom slabši pisal. In kam greš zdaj naprej? Naprej grem pa na strojno fakulteto. Pa imaš dosti točk, ne, seveda? Ja. Hvala. Ni vpisan. Hvala. Kako ste zadovoljni z rezultati letošnje mature, tako poklicne na ekonomski šoli, kot splošne tukaj na gimnaziji? Ja, zelo zadovoljni. In sicer res kot ravnateljica srednje ekonomske šole sem sploh zelo ponosna na moje dijake, kajti letošnje leto so vsi tisti, ki so v prvem roku pristopali k poklicni maturi, bili 100% uspešni. To se je zgodilo prvič res v dolgih letih. Kar se pa tiče rezultatov splošne mature na gimnaziji, je pa tudi v bistvu nad povprečjem. In to vam seveda daje moči oziroma spodbudo za nadaljnje kvalitetno delo? Vsekakor. Dejansko naši učitelji, ki vlagajo ogromno truda v poučevanje oziroma v uspeh naših dijakov, in seveda tudi mi kot vodstvo se trudimo, da bi bili čim bolj uspešni, in smo zelo ponosni oziroma zelo veseli in seveda tudi motivirani za nadaljne delo še naprej, če vidimo, da res lahko pripravimo dijake do te mere, da so potem tudi zelo uspešni tako na poklicni maturi kot na splošni maturi. Torej lahko vsi, ki se še odločajo, recimo učenci 9 razredov osnovnih šol oziroma zdaj še 8, da se vpišejo na vašo šolo, da ne bodo recimo podpovprečno izobraženi, kar se tiče slovenskega nivoja? Ne, vsekakor. Upam trditi, da se maksimalno angažiramo. Mogoče so celo kakšni naši učitelji bolj zahtevni kot ne, ampak jaz vidim v tem samo pozitivno stran, kajti vedno, ko dijaki se vračajo nazaj in povejo, kako je na fakulteti, pravijo, da so imeli tukaj na tej osnovi, to se pravi tako na ekonomskem tehniku kot na gimnaziji, zelo dobro podlago in da v bistvu lahko in brez kakšnih večjih problemov delajo potem tudi naprej na visokih šolah in na fakultetah. Najlepša hvala.